Lepo pozdravljeni. Na seji občinskega sveta občine Krško so potrdili osnutka proračunov za leti 2022 in 2023. Za leto 2022 načrtujejo 45,6 milijona evrov prihodkov in 46,7 milijona evrov odhodkov. Za leto 2023 pa je tako na prihodkovni kot odhodkovni strani dobrih 41 milijonov. Lahko rečem, da je v prvem, se pravi leto 2022, predvidenih slabih 22 milijonov za investicije, v letu 2023 pa slabih 17 milijonov evrov. Tako da tudi ti dve leti bosta investicijsko kar bogati. Zlasti pri osnutku proračuna za leto 2023 gre zgolj za oceno predvidenih naložb. Veliko vprašanje na področju dinamike. Namreč določene investicije, ki so bile planirane za letošnje leto, so se zavlekle nekje proti koncu leta in bodo realizirane šele v letu 2022. Tako se lahko zgodi tudi z investicijami v letu 2023. Tako da je težko povsem oceniti. Razlog za to pa so seveda predvsem razmere na trgu gradbenih storitev, kajti vemo, da je pomanjkanje gradbenih delavcev, tudi ponudbe znajo biti včasih previsoke in je potrebno potem ponavljati razpise in tako naprej. Večinoma gre za že začrtane naložbe, in sicer novogradnje Valvazorjeve knjižnice, podružnične šole v Velikem Podlogu in osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja, pa tudi bazena v Krškem. Si želimo pač, da se te investicije, ki so bile že nekako začrtane, tudi izvedejo, in pa seveda tudi želimo si, da bi enkrat dijaški dom postal zopet nazaj dijaški dom, to je tisti pač objekt za mladinskim centrom, in da dobi spet svojo podobo, ki jo je nekoč imel. Na seji smo slišali še nekaj predlogov oziroma pripomb. Dušan Šiško je opozoril, da v osnutku proračuna ni zasledil sredstev za vzdrževanje projektov iz tako imenovanega participativnega proračuna. Krajevne skupnosti nimajo v proračunih tega. Vse po vsake toliko časa kakšna napaka pojavlja, je treba odstraniti. Zdaj, kako se bo to tudi za bodoče, bi bilo smiselno razmisliti, ali se bo šlo naprej v to, ali bojo same krajevne skupnosti, če same krajevne skupnosti to naredijo, potem one imajo tudi nalogo, da vzdržujejo. Mogoče ne bi bilo slabo narediti kakšno projekcijo, za koliko bi se ti socialni transferji povečali, koliko slučajno pride do zaprtja, ne vem, Bikapa. 300 ljudi brezposelnih, kaj to pomeni na povečanje socialnih transferov v proračunu občine. In kako bo z zadolževanjem? V osnutku za leto 2022 ga ne predvidevajo, celoten proračun nameravajo pokriti z obstoječimi viri, medtem ko za leto 2023 načrtujejo zadolžitev za 1,2 milijona evrov. Vendar je to tako, da smo tudi v letu 2021 planirali približno 2 milijona zadolževanja, pa vendar ga do sedaj še nismo realizirali, čeprav iščemo ponudbe, ampak kot se kaže, bi znalo biti, da v letošnjem letu ne bo zadolževanja. Takšna je tudi sicer tendenca pri našem ravnanju, da se ne zadolžujemo, če to ni le res potrebno, ampak ker so bile dokaj velike želje po proračunski porabi za leto 2023, smo bili prisiljeni v to, da predvidimo tudi 1,2 milijona zadolževanja. Kot še dodaja Stanko, je smiselno, da proračun sprejmejo za 2 leti, predvsem za leto 2023, da lahko tudi po volitvah leta 2022 občinski svet normalno nadaljuje s svojim delom in se tekom leta ukvarja z rebalansi oziroma urejanjem celotne slike, ki bo, kot pravi, bistveno bolj znana, kot je danes. Na seji občinskega sveta v Krškem je svetnik Levice Aleš Suša podal pobudo, da bi se občina Krško še aktivneje vključila v reševanje družbe Vipap, predvsem delovnih mest. Kot primer je izpostavil občino Ajdovščina. Občina Ajdovščina je pred leti reševala Mlinotest. Njihov občinski svet je sprejel sklep o razglasitvi javnega interesa, na podlagi katerega lahko občina vstopi v lastništvo. Sicer je bilo stanje pri njih rahlo drugačno, ker je šlo za obranjanje pred sovražnim prevzemom. Občina Ajdovščina pa je naložbo čez 3 leta prodala. Če smo zainteresirani, da se proizvodnja v Vipapu nadaljuje, predlagam, naj se sprejme sklep o javnem interesu, da se občina ob primernem trenutku vključi v postopek za namenom ohranjanja proizvodnje in delovnih mest. Vidimo, da se zaposleni trudijo ohraniti delovna mesta in bodo zato nekaj mesecev delali za minimalno plačo. Če se uspe ohraniti proizvodnja, je za dolgoročno vzdržnost smiselno, po mojem mnenju, da se občina Krško na nek način vključi v lastništvo in pridobi glas v nadzornem odboru. K temu prilagam še bolj konkretno pobudo, ki jo ne bom zdaj bral, in pa študijo o utemeljenosti občinskega interesa pri nakupu delnic Mlinotesta,
in sklep občinskega sveta Ajdovščina. Poročali smo že, da na lokaciji med Kozjansko in Krulejevo ulico ter obstoječimi večstanovanjskimi objekti na Planinski cesti v Sevnici želi zasebni investitor na zasebnem zemljišču graditi novo stanovanjsko sosesko Sončni gaj s 3 objekti s po približno 20 stanovanji. Sevniški občinski svet je že na septembrski seji obravnaval predlog prostorskih aktov, a je točko prekinil in jo nadaljeval na oktobrski seji. Člani občinskega sveta občine Sevnica so predlog po predstavitvi geološkega poročila potrdili. Lahko rečem kar v imenu vseh podpisnikov civilne iniciative, da smo razočarani, je odločitev občinskih svetnikov komentirala predstavnica civilne iniciative za Šmarje gre Valerija Jazbec. V bistvu ni bila sprejeta niti ena naša pripomba ali mnenje, h katerim smo bili pozvani na javni razgrnitvi, in kljub pozivu strani občine, da se investitor uskladi s civilno iniciativo glede gradnje, višine in števila objektov, nismo dosegli popolnoma nobenega kompromisa in bo gradnja pač takšna, kot se je investitor zamislil. Občinska svetnica Tanja Novšak v strokovnost geološkega poročila, ki izkazuje ustreznost gradnje, ne dvomi. Poudarja pa, da na prejšnji seji občinskega sveta ni bil srž problema samo geološko poročilo, temveč tudi številni drugi pomisleki civilne iniciative. Od predvidenega števila in višine objektov do pomanjkanja parkirnih mest. Sama se zavzemam za to, da pač manj blokov, manj stanovanj, pa da ti le vseeno so. Še vedno pa poudarjam, da se morajo dogovoriti civilna iniciativa, investitor in občina, kajti, ko se bo enkrat začela gradnja, je težko jo ustaviti, lahko se zgodi, da bodo nastali kakšni problemi, potem pa ne vemo, kako jih bomo rešili. Župan Srečko Ocvirk se je ob tem odzval na predlog, da skliče sestanek z investitorjem in civilno iniciativo. Sam in zakonodaja izhaja, javna obravnava je bila. Na javni obravnavi so bili zaključki, kot so bili. Vsi smo seznanjeni z njimi in da je na investitorju in na tistih, ki imajo še druge pomisleke, zelo pomembno, da se usklajujejo. Na občini, občinskem svetu pa smo izpostavili predvsem strokovne pomisleke, ki ga rešujejo. Investitor je že pred časom k mnenju pozval krajevno skupnost Sevnica. Predsednica krajevne skupnosti in članica občinskega sveta pravi, da je krajevna skupnost že v letih 2019 in 2020 podala pozitivno mnenje, vendar s pridržkom, da naj se upošteva mnenje tam živečih prebivalcev. Dodaja, da je ostalo še nekaj odprtih vprašanj in strahov strani predstavnikov civilne iniciative. Upam, da se bo našel nek konsens, da se bo le stanovanja gradila, ker pa Sevničani pa rabimo nova stanovanja. Ja, v Sevnici tudi v civilni iniciativi seveda se strinjamo, da so stanovanja za mlade družine potrebne. V preteklosti in v prihodnosti bodo. Ampak na internetu vsakemu dostopni viri podatkov Statističnega urada Republike Slovenije pa pokažejo, da v 11 letih je v občini Sevnica točno 7 prebivalcev manj. Predstavniki civilne iniciative sicer razumejo željo investitorja po čim večjem zaslužku, ravno tako željo potencialnih kupcev, vendar se sprašujejo, ali je gradnja v takšnem obsegu zares potrebna. S torkom 2. novembrom bo Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo kot investitor v sodelovanju z občino Krško kot soinvestitorjem začela z rekonstrukcijo vozišča državne ceste Krško-Drnovo in sicer na odseku od krožišča Narpelj do križišča pri pokopališču Krško. Prvi odsek zapore bo od krožišča pri mostu do gostišča Feral. Gradnja se bo izvajala fazno s popolnimi zaporami po posameznih odsekih. Prvi odsek zapore bo od krožišča pri mostu do gostišča Feral. Obvoz bo urejen po obvoznici, stanovalcem in uporabnikom poslovnih dejavnosti pa bo ves čas omogočen dostop. V sredo so na gimnaziji Brežice s prireditvijo Naša pot obeležili 75-letnico šole in ob jubileju predstavili zbornik, v katerem je zbrana zgodovina šolstva na trgu Izgnancev 14 v Brežicah. Dijaki so s prireditvijo Naša pot prikazali prehojeno pot brežiške gimnazije. 75-letnico so zaradi epidemije obeležili z enoletno zamudo, vendar pred polnimi tribunami tamkajšnje telovadnice.
V zgodovini so zabeležili nekaj zanimivih in pomembnih mejnikov. Od zanimivejših ravnatelj Uroš Škof izpostavlja ravno leto 2020. Prvič v tej zgodovini, da pouk ni strnjeno potekal, kot je bilo to navadi v preteklih letih. V letih od 2011 do 2013 so v obsežni obnovi in dozidavi dobili novo šolsko telovadnico. Obnovili so prostore v starem in novem delu, ob tem pa so dobili tudi nekaj novih učilnic. Seveda, če bi šli pa še nazaj v zgodovini leta 1966, ko je bil narejen tale vmesni prizidek, seveda vmes so bili pa številni dogodki, takšni in drugačni, ki so nekako dali pečat šoli, da se je ohranila, da izvaja ta gimnazijski program in seveda, da bo ga izvajalo tudi v prihodnosti. Ob obletnici šole so izdali zbornik Naša pot, ki je hkrati posvečen 50-letnici Kulturno-umetniškega društva Franjo Stiplovšek Gimnazije Brežice. Med vsebino smo vključili tudi izpovedi in spomine nekaterih znanih kulturnih ustvarjalcev, ki so išli iz naše brežiške gimnazije in bili nekoč vključeni v KUD. Danes pa so prepoznavni in krojijo kulturno podobo širšega slovenskega prostora. V zborniku so predstavili tudi obšolske dejavnosti, od delovanja mešanega mladinskega pevskega zbora do številnih sekcij, ki delujejo znotraj športnih dejavnosti. Na gimnaziji Brežice so sicer ponosni, da so pred 4 leti na šoli sprejeli prvo generacijo dijakov športnega oddelka, morda pa se kmalu obeta nov program. Želja je, lahko rečem, tako na šoli, kot tudi širši javnosti, da bi tudi dobili kakšen program umetniške gimnazije. Na gimnaziji Brežice, ki jo obiskuje 385 dijakov, se lahko po novem pohvalijo tudi z evropskim priznanjem Digitalna šola. V Posavskem muzeju Brežice so cikel razstav o 4 elementih, vodi, ognju, zemlji in zraku, sklenili z interaktivnim eksperimentalnim dogodkom Harmonija 4 velikanov. V Posavskem muzeju Brežice so Rembove poslikave tokrat povezali s fiziko oziroma z naravoslovjem. Na interaktivnem eksperimentalnem dogodku so obiskovalci potovali skozi prostor, v katerem so bile postavljene teme 4 elementov in spoznavali njihove lastnosti. Predstavitev ognja so denimo prikazali s kuriščem, kjer so obiskovalci element ognja, ki je lahko uničevalen, lahko izkoristili za simbolno uničenje kakšne slabe navade. V antični Grčiji, v antičnem svetu so te zgodbe bile zelo pogoste, najbolj znana je priča Feniksa, ki zgodi iz njegovega pepela, se spet v bistvu rodi novi prič, kar simbolizira praktično to dualnost, se pravi ogenj je uničevalec, ampak je predpogoj, da iz tega zraste mogoče še nekaj novega, nekaj lepšega. Najbolj mi je bilo všeč, ko smo spoznali element vode in smo premikali vodo. Smo imeli tak eksperiment, potem smo pa premikali z takim držalom. Elin opisuje Pozejdonov vodnjak, ki je med obiskovalci požel posebno pozornost. Obiskovalci tukaj vrtijo tale gumb in poskušajo doseči nekaj, kar sicer na navadni pipi doma me dosežejo, da se voda zvije celo. Element zraka pa so med drugim prikazali tako. S prikazom igranja harfe. Prizorišče dogodka so postavili tik pod Viteško dvorano. Do ideje, da Rembove poslikave povežejo s fiziko oziroma naravoslovjem, pa je pravzaprav prišlo spontano. Naš zunanji sodelavec, ta naravoslovni navdušenec, Garcia Kosinac, je tudi dediščinski navdušenec, bi lahko rekli, in on je ves čas spremljal, prihajal na te naše razstave, na dogodke in potem je zorela v njem ta ideja, da bi lahko tudi on s svojim znanjem, svojimi veščinami nekaj k temu dodal in je nekako predlagal ta zaključek tega našega cikla, kjer se je združilo pač to, kar on razmišlja, to, kar mi lahko pokažemo. Tale dogodek je močno trajnostno oziroma ekološko pobarvan z ekološkimi sporočili, kar pomeni, da obiskovalca nekako v njemu zbudi tisti občutek, da se vsi vprašamo, ali zares uporabljamo te 4 elemente na pravi način, v pravem obsegu, ali mogoče to počnemo preintenzivno. Kakršnakoli preintenzivna raba katerega od 4 elementov pripelje do neke vrste neharmonije, poudarja Kosinac. Recimo primer, zadnjih 150 letih smo kopali zelo intenzivno premog, nafto, plin, kurili smo to in zdaj čutimo tisto neharmonijo v obliki tega, da nam narava sporoča, oziroma fizikalni zakoni bolj natančno,
da koncentracija toplogrednih plinov nedvomno je posledica tudi naša, ki smo prispevali dodatno koncentracijo in zaradi tega imamo globalne klimatske spremembe. S poročilom, da se človek uči od narave, je povezano tole nihalo. To lahko prikažemo takole, da isto nihalo, tiste kroglice, mičkam malo, v bistvu takole zanihamo. In potem, če boste pozovali ob strani, boste videli, da včasih zanihav zelo urejeno, včasih se zdi, da je popolni kaos, da vsaka gre po svoje, pa se spet zadeva. To uredi. Harmonija štirih velikanov je bila na ogled od 20. do 26. oktobra. Poglejmo še na splet, to so najbolj brane novice minulega tedna na našem spletnem portalu eposavje.com. Spoštovani gledalci in gledalke, to je vse, kar smo pripravili za ta teden. Hvala za pozornost in nasvidenje.